Lepo pozdravljeni. Sem Živa Alif in prihajam iz katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo. In danes bom govorila o bistvu naši raziskavi, ki je testirala učinke participativnih delavnic za povečanje prevzema praks, ki so podnebju prijazne. Govedoreja je ena izmed ključnih panog v slovenskem kmetijstvu, saj ima kar 42% vseh kmetij v bistvu govedo. Hkrati pa je odgovorna tudi za velik delež kmetijskih izpustov toplogrednih plinov, saj jih prispeva kar 67%, metana na primer pa kar 92%. In zaradi podnebnih ciljev, prek katerih moramo zmanjšati v bistvu izpuste toplogrednih plinov v kmetijstvu, je tudi pomembno, da se poveča prevzem praks, ki so podnebju prijazne na govedorejskih kmetijah. In v bistvu težava je tem, da kljub temu, da so mnoge prakse že razvite in da so tudi lahko za kmete ekonomične, še vedno ne prihaja do njihovega prevzema. Ena izmed intervencij, s katerimi lahko povečamo prevzem novih praks, je tudi prek prenosa znanja. Ta v Sloveniji pa poteka še vedno večinoma v bistvu linearno, torej da nek predavatelj, nek ekspert podaja svoje znanje drugim kmetom. In ta pristop v bistvu v tujini postaja vedno bolj nadomeščan, v bistvu na način participativnih pristopov, kjer gre za to, da se v bistvu znanje deli in kroži in je na ta način tudi lahko bolj prilagojeno na lokalne razmere. Vendar pa v bistvu trenutno, sploh v razvitem svetu, še ni bilo narejenih dovolj raziskav, ki bi ocenile učinek takih participativnih pristopov na prenos znanja, sploh pa ne na področju podnebju prijaznih praks, tako da v bistvu smo se odločili to raziskati v naši raziskavi. Poleg tega pa smo želeli še raziskati, kateri drugi dejavniki, kot so recimo osebni, psihološki in socialni, vplivajo na pripravljenost kmetov za prevzem takih praks. In tudi zanima nas je, če lahko naše delavnice, ki smo jih izvedli, vplivajo na te dejavnike in tako še dodatno v bistvu spodbudijo prevzem praks. V bistvu smo uporabljali sledeči teoretični okvir, kjer smo v bistvu preverjali predvsem namere, ki naj bi po teoriji napovedovala vedenje. In sicer v bistvu po Eisenovi teoriji načrtovanega vedenja, namere so v bistvu nanje vplivajo stališča do določenih praks, subjektivne norme in za nadzor vedenja. K tej teoriji pa smo dodali še nekaj drugih konstruktov psiholoških, in sicer v bistvu znanje, ker gre v osnovi za našo intervencijo, ki spodbuja v bistvu več znanja, navade, torej katere prakse kmetje trenutno že izvajajo, in še potem inovativnost kmetov, ki lahko vpliva tudi na njihovo pripravljenost za prevzem praks, in še dve v bistvu bolj povezani s podnebnimi spremembami, torej stališča kmetov do podnebnih sprememb in psihološko distanco, torej kako se jim zdijo podnebne spremembe relevantne za njihovo kmetijo tukaj in zdaj. Izvedli smo v bistvu naključen nadzorovan poskus, kjer smo kmete razdelili v dve skupini, posebno ključno. Ena skupina je bila potem deležna usposabljanja, druga pa ne. Obe sta pa v bistvu prejele identično anketo, s katero smo potem lahko primerjali pridobljeno znanje in njihove namere za izvajanje praks. Izvedli smo 15 delavnic in eno tudi pilotno v novembru in decembru 2022. Nanje smo povabili 940 kmetov iz ljubljanske in ptujske regije. Od tega se jih je v delavnici udeležilo 229, kar je približno četrtina. V bistvu delavnico je vodil dr. Rok Mihalič, ki je v bistvu tudi ekspert na področju živinskih gnojil, ki je bila v bistvu tudi tema naše intervencije. In v bistvu je šlo za neko kratko uvodno predavanje, nato pa je potekala tudi diskusija s kmeti, kako te prakse prilagoditi na v bistvu izvajanje na tipičnih kmetijah v lokalnem okolju. Na koncu delavnice so potem kmetje tudi izpolnili naš vprašalnik. Kontrolna skupina, v kateri je bilo 937 kmetov, pa je prejela po pošti samo vprašalnik, na katerega je odgovorilo okoli četrtina udeležencev. Na koncu pa so prejeli, v bistvu po tem, ko so nam poslali nazaj vprašalnik, pa so prejeli v projektu razvit priročnik za ravnanje z živinskimi gnojili
in tudi povezavo do posnetka naše delavnice. Zdaj, vprašalnik je bil v bistvu sestavljen iz več delov. Prvi del je bil v bistvu test znanja kmetov na področju izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu in podnebju prijaznih praks, ki bi lahko izvajali. Nato nas je zanimalo za 7 izbranih praks, če jih trenutno kmetje že izvajajo in kakšne so njihove namere za izvajanje prihodnosti. Nato smo še v bistvu določili oziroma izmerili psihološke konstrukte, ki sem jih prej omenila, s pomočjo večmerskih lestvic. Na koncu pa smo zbrali še v bistvu neke demografske podatke in značilnosti kmetij. Zdaj v bistvu potem smo naredili statistično analizo. Fokus je bil predvsem na odkrivanju učinkov delavnic na psihološke konstrukte in tudi na namere. In hkrati tudi nas je zanimalo, kako ti vsi dejavniki vplivajo na namere, kar smo tudi preverjali z linearno regresijo. Tale tabela v bistvu prikazuje značilnosti kmetov v obeh skupinah in večinoma sta bili skupini precej si podobni, razlikovali se samo v bistvu po starosti, perspektivnosti kmetije in tipu govedoreje. Zdaj, če pogledamo tale zgornji graf, tule so v bistvu navedene deleži kmetov, ki trenutno izvajajo izbrane prakse. Zdaj, ta delež je zelo nizek, saj trenutno prakso izvaja, v bistvu poprečno število izvajanih praks na kmetijah je manjše kot 1 od 7 izbranih praks. In največ kmetov, v bistvu torej več kot 20%, v bistvu pokriva skladišča gnoja in gnojevke in uporabljajo dodatke, torej recimo biooglje. Medtem kot druge prakse, kot so recimo kisline inhibitorji, pa če v bistvu so zelo, zelo redko uporabljene. V bistvu pri trenutnem izvajanju praks med kontrolno in poskusno skupino ni bilo razlik. Zdaj pa, če pogledamo tale spodnji graf, tukaj pa so prikazane namere za izvajanje prihodnosti. In tukaj pa je dejansko prišlo do razlik med poskusno in kontrolno skupino, saj je poskusna skupina imela 19% večje namere kot pa kontrolna. Tale desni grafikon pa v bistvu za vsako posamezno prakso prikazuje, do kolikšne mere na namere za izvajanje te prakse vpliva delavnica, torej to je modra, ali pa v bistvu to, ali kmetje že izvajajo trenutno prakso. In lahko vidimo, da v bistvu delavnica je pozitivno vplivala na namere za določene prakse, kot je ločevanje trdih delcev, kemična analiza, nanos gnojevke in uporabo dodatkov, ne pa na vse. Medtem, ko je v bistvu to, ali kmetje že izvajajo posamezno prakso ali ne, imelo pozitiven učinek na vse in večinoma je bil tudi ta učinek veliko večji kot pa učinek delavnice. Poleg učinka delavnice na namere pa je imela pozitiven učinek tudi na vse psihološke konstrukte, ki smo izmerili, torej tukaj so navedeni. Hkrati pa je bila delavnica tudi učinkovita pri povečevanju znanja, saj so torej kmetje v poskusni skupini pravilno odgovorili na 5,51 vprašanj povprečju od 10, tisti v kontrolni pa samo na 4,41, kar v bistvu je povečanje znanja za okoli 25%. Pri čemer pa je v bistvu skupno znanje še vseeno precej nizko v obeh skupinah. Tale tabela pa prikazuje v bistvu, kateri dejavniki vplivajo tudi na namero in lahko vidimo, da največji vpliv je v bistvu imela navada, torej ali kmetje že izvajajo te prakse, hkrati pa tudi stališča in v bistvu subjektivne norme. Kar pomeni tudi, da je mogoče treba še več delati na tem, da bi kmetje imeli bolj pozitivna stališča do teh praks in da bi se jim zdelo, da nekako družba od njih pričakuje, da se takšne prakse tudi izvajajo na njihovih kmetijah. Pomembno vpliva tudi inovativnost, torej tisti kmetje, ki so bolj inovativni, generalno tudi lažje oziroma bolj verjetno prevzamejo takšne prakse. Zanimivo pa je, da tiste kmetije, ki so bolj perspektivne in nameravajo v bistvu se povečati v prihodnosti, so imele manjšo verjetnost oziroma manjše namere, kar je v bistvu težava, ker ravno tiste, ki bojo še v prihodnosti kmetovale, bi bilo zanje dobro, da bi te prakse tudi v večji meri prevzele. Zdaj, med omejitvami raziskav bi tudi omenila še to, da smo še vseeno mi v bistvu merili namere kmetov, ne pa dejanskega vedenja. Torej, kljub temu, da so se namere povečale za 19%, ne vemo, koliko kmetov zdaj dejansko te prakse izvaja. Sicer je to ponavadi povezano, ampak seveda pa ni isto. Razen tega pa tudi je lahko še težava v tem, da
So tisti kmetje, ki so bili v poskusni skupini, lahko tudi komunicirali s kmetimi v kontrolni skupini in v bistvu delili svoje nova znanja, kar bi tudi v bistvu zmanjšalo nekako razliko oziroma učinek delavnic med obema skupinama. Zdaj, da zaključim. Naša raziskava je bila ena izmed prvih vrednotenj učinka participativnih delavnic za podnebju prijazne prakse v razvitem svetu. In bila je učinkovita, saj je povečala znanje kmetov za 25% in hkrati tudi namere za 19%. Delavnice so imele pozitiven učinek tudi na druge psihološke konstrukte, kot so stališča, subjektivne norme in tako naprej, ki pa so tudi pomembna potem za povečevanje namer kmetov. Hkrati pa vidimo, da je še vseeno največji pomen imajo prejšnje izkušnje kmetov oziroma njihove navade glede izvajanja praks, ki so trenutno še zelo nizke, zato bi bilo tudi smiselno še z več intervencijami povečati tako znanje kmetov, kot tudi v bistvu prevzem teh praks prek raznih mogoče intervencij za povečanje tehnologije na kmetijah in tako naprej, da bi se v bistvu individualno te prakse začele bolj pogosto pojavljati. Hvala za pozornost, pa rada bi se še zahvalila v bistvu financerjem. Živa, imamo eno vprašanje in sicer, ali je verjetno, da so bolj problematični tisti kmetje, ki se anket delavnic niso udeležili? Glede na podatke, ki smo izbrali, smo tudi v bistvu primerjali lahko naše kmetije, ki so sodelovali v raziskavi za populacijo in nekih statistično značilnih razlik večinoma ni bilo. Tako da v osnovi bi rekla, da verjetno smo precej dobro zajeli populacijo in je vzorec precej reprezentativen. Sigurno pa zdaj ne morem zagotoviti tega, ker smo imeli samo te sociodemografske spremenljivke in v bistvu iz tega ne moramo pa sklepati za recimo stališče in tako naprej, če bi se močno razlikovalo. Tako da težko je reči, možno tudi, da tudi tisti, ki jih to ne zanima, se seveda ne udeležijo. Smo pa seveda se čim bolj potrudili, da so kmetje se udeležili delavnice, ja, je pa to definitivno tudi omejitev, ja. Mogoče še vprašanje, kako pa starost rejcev vpliva na... Starost? Čakajte, da pogledam. V bistvu, če tule ni navedene, ni imela vpliva v bistvu sploh. Tako da, ja, ni imela nobenega učinka. Še kakšno vprašanje iz publike? Samo na hitro, a se vam ne zdi, da je predhodna motiviranost kmetov za sodelovanje v kontrolni skupini ključni element na to, da so sploh prišli in potem seveda ključljivi? Mislim, v bistvu gre za motivacijo obojega in poskusne in kontrolne skupine, torej ali za izpolnitev vprašalnika ali pa tudi za sodelovanje na delavnici. Saj, če jih neke zadeve ne zanima, verjetno vprašalnika ne bo izpolnili v kontrolni skupini, ne tudi pač v bistvu, da bi sodelovali na delavnici. Ampak smo tudi sodelovali s kmetijskimi svetovalci, ki so kmetje tudi vabili in jih spodbujali, da se udeležijo, kar tudi v bistvu potem lahko pomaga pri povečevanju udeležbe in ampak sigurno, če nekoga res tema ne zanima, potem pač ne bo se udeležil tudi raziskave. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne, potem hvala, Živa. Hvala.